Tisto, kar je že bilo. Ta platforma se ukvarja izključno z veliko skrivnostjo življenja. Tu smo prepričani, da je najvišja moč, ki je ustvarila in vzdržuje vesolje, božanska domišljija in se od človeške domišljije ne razlikuje razen v stopnji intenzivnosti. Bog v človeku je torej vaša čudovita domišljija. To je Bog. Povemo vam, da domišljija ustvarja resničnost, vendar ne pozabite, da na tej človeški ravni na zemlji zahteva čas in vztrajnost. Če v podobi vztrajamo, živimo v njej, spimo, dihamo, se bo izkristalizirala v otipljivo obliko. Noč za nočjo obravnavamo različne vidike te velike skrivnosti, a ko se obrnemo na najboljšo knjigo na svetu o domišljiji, jo obravnavamo drugače. Ko se torej obračate nanj, morate imeti v mislih, da je Sveto pismo naslovljeno na domišljijo, ne na človeka čutov ali človeka razuma, tistega, ki je izgubljen ali mrtev ali trdno spi. Vzeli bomo preprost vers in vam pokazali, zakaj ni namenjen naravnemu človeku. Kar je že bilo, kar bo, je že bilo, in Bog išče, kar je bilo izgnano. Pridigar 3 in 15 minut. Naravni človek tega ne more razumeti, ker zanj resničnost temelji le na dokazih čutov. Razumen človek bi lahko utemeljil konec verza s tem, da če ima kakršenkoli pomen, se pisec nanaša na ponavljanje. Sonce vsak dan vzide in luna zaključi svoj cikel in letni časi pridejo in gredo. Če danes posnamemo sliko vesolja, lahko znanstveniki izračunajo, koliko časa bo trajalo, da se vrnemo na to točko na sliki. Tako bi intelektualni človek lahko utemeljil vers, vendar to ni tisto, kar pomeni, ker ni naslovljen na človeka razuma ali človeka čutov, temveč na človeka domišljije. Kaj je vse to? Kar je že bilo, kar bo, je že bilo, in Bog išče tisto, kar je bilo izgnano. Rečeno nam je, da je po svoji podobi naredil generičnega moškega in žensko, in ju imenoval moški. Nato nam povedo, da je bil ta človek izgnan, in duhovništvo nam pove, da je bil izgnan zaradi izvirnega greha. Hčerko pošiljam v šolo, da jo pripravim na življenje v svetu, ne zato, da jo kaznujem, ampak da jo pripravim. Na Barbadosu imamo dober šolski sistem, čeprav ne presega srednje šole. Ko sem bil otrok, sem videl te otroke, ki so prihajali z drugih otokov na začetku šolskega leta z novimi oblačili in novimi knjigami. Mislili so, da je vznemirljivo, ne da bi vedeli, zakaj gre. Potem pa je prišel čas, ko so se morali starši posloviti od njih in jih pustiti na tem čudnem kraju. Mnogi otroci so pred spanjem jokali, ne samo eno noč, ampak skozi celo šolsko leto. Takšna je bila njegova nostalgija in njegova osamljenost. Toda starši so to storili iz ljubezni in jih pustili tam. Mnogi so svoje otroke ob velikih žrtev poslali v Anglijo na še višje izobraževanje in ker si niso mogli privoščiti, da bi jih med počitnicami pripeljali domov, so morali leta čakati, da so jih spet videli. A to sta počela v ljubezni in samo v ljubezni. Enako je z nami storilo neskončno bitje ljubezni. Bili smo mrtvi, bili smo popolnoma narejeni in popolni, vendar smo bili kot kip Galateje. In potem, da bi človeka oživil in ga naredil podobnega Bogu, ga je moral izgnati. Ne v prostoru, v umu. Tako je Bog postal človek, kar je bilo mrtvo, in zato se je moral spustiti na to raven, ki se v primerjavi z višjimi stanji imenuje smrt. To oblačilo iz kože, ki ga nosite, je že dolgo v pripravi za Božjega sina. Rečeno nam je, in naredil jim je oblačila iz kože. Je za izobraževalne namene. Zakaj smo tukaj? Biti slike. Celotno vesolje je slika kozmične fantazije. Učimo se, zato začnemo pri najpreprostejših stvareh. Služba, nov dom, sprememba okolja. Delamo enako kot naš oče. Vendar je to šola, zato delamo napake, a nismo sami krivi, ker še nismo budni. Popoln sistem je obstajal. Nato je Bog izpustil določene dele njega in tako pripravil pot za vrnitev izgnanca. Bog išče tisto, kar je bilo izgnano, da bi lahko rekel: ta moj sin je bil mrtev in zdaj spet živi. Mi smo tisti, ki jih išče. V tem krznenem oblačilu se skriva nekaj, kar išče. Preseči moramo čute in začeti ustvarjati. Zato vsem pravim, da moramo začeti z umetnostjo ustvarjanja,
ne glede na to, kako preprosta ali velika je stvar, ne glede na to, kaj ustvarjate. Ustvarjamo z vero, vera pa je verjeti v tisto, kar še ni vidno. Ustvarjamo tako, da sestavljamo podobo, ki implicira, da zdaj imamo, kar želimo na tem svetu, in če smo zvesti, to uresničimo, in pri tem se začnemo premikati po tej labirintni poti za vrnitev njegovega sina. Kogar je Bog prizadel, ga bo potolažil in poklical svojega prijatelja. Torej, če ste prizadeti, ne mislite, da je to zaradi tega, kar ste storili v preteklosti. Ne, gremo po ustaljenih labirintnih poteh, ki jih je pripravil za sinovo vrnitev, da se sin končno prebudi in hodi z mano čez celotno cesto teh držav. Na tem svetu lahko ustvariš karkoli, če veš, kdo si. In če ne veste, je ta platforma namenjena temu, da vas nauči, saj smo vsi prepleteni. Morda mislite, da ste nepomembni, morda ste celo v zaporu, a tudi za rešetkami ustvarjate. In ni vam treba ostati v zaporu, če veste, kdo ste. Ste že kdaj leteli čez jezero ali ocean? Prijatelj je pred kratkim priletel iz San Diega. Bil je v mornarici in je vedno imel ladje, vendar tega, kar zdaj vidi iz zraka, še nikoli ni opazoval. Bil je na strani oceana, ko je letalo vzletelo iz San Diega, in ko je pogledal navzdol, je videl ta majhen 3,0-metrski čoln, ki je prihajal v nasprotno smer. Opazil je sled tega majhnega plovila in videl, kako se širi. Nič je ni zmotilo. Ko je njegovo letalo nadaljevalo pot proti notranjosti, je potoval s hitrostjo več kot 400 km/h, a ko je pogledal nazaj, je ugotovil, da ta majhen čoln, ki je potoval s hitrostjo morda 30 vozlov, vznemirja celoten Pacifik. Dokoder je seglo oko, se je ta sled premikala in nič je ni moglo ustaviti. Toda oseba, ki je bila na ladji, se ni zavedala, kaj počne. Vsi smo taki. Mislite, da si lahko predstavljate in ne vplivate na druge? Je kot budnica, sčasoma pokrije ves svet. Začne se kot majhna črka V, vendar postaja vse večja in večja. Na vsakega bo na nek način vplival moj vzorec. Če nekdo ve, kaj hoče zase ali za druge in se tega drži, se mu ni treba spraševati, kdo mi bo pomagal. Ker bo vsaka oseba, ki mora odigrati svojo vlogo, to storila, da bi te sanje uresničila. Neka gospa mi je neko noč rekla: "Poglej moje roke. Pred enim tednom so bili pokriti z mehurji kot od kisline. Zdaj ni nobene brazgotine, vendar sem potreboval 5 dni revizije, da sem dosegel to, kar vidite." Nešteto dni predtem se ni zgodilo nič, 5-dnevni pregled pa je to dosegel. To spremembo v svojem telesu je povzročila sama. Racionalnemu človeku se to zdi neumno. Za Grke je to neumnost, za Jude pa kamen spotike. To pomeni, da razumni človek tega ne more razumeti, ne more verjeti, da je mogoče ustvarjati z domišljijo. Pot je pripravljena zate, kajti držav je nešteto in države lahko ustvarimo, da jih predamo drugim in jih dvignemo iz tistih, v katere so padli. Tukaj na zemlji smo kot v veliki učilnici. Nismo bili poslani sem, da bi bili kaznovani, sem smo bili poslani, da se naučimo, kako postati ustvarjalci, kot je naš oče. Izvirnega greha ni, ker se je Bog odločil, da me pošlje v šolo. Pravzaprav sem bil mrtev. Obstajal sem samo za Boga, stvarnika popolnega sistema. Nato pa je prišla odločitev, da se podredim tej šoli v upanju, da bom osvobojen v veličastno svobodo Božjih otrok. Če bi imeli izbiro, kateri otrok bi šel v šolo, toda starši, ki ljubijo otroka, ga podvržejo temu usposabljanju. Koliko let otrokom vzamemo iz življenja in jih posvetimo učenju? Pri nas je tako, le da je to širša šola. Zato ne dovolite, da vam kdo reče, da ste naredili nekaj narobe, ko ste se rodili. Te band so pripravili za nas, ker pomagajo človeku, nevidni resničnosti, da postane zavesten. Nato mu nekateri učitelji, ki jih je poslal Bog, povedo o edini vrednosti na svetu, in to je prebujanje. Toda ne da bi se prebudili, si želite boljši dom, boljšo službo, boljše zdravje, potem pa si to poskusite ustvariti. Če vam ne uspe, ni pomembno, ker se učite. Če boste vztrajali, boste zmagali. Ustvarjaš z vero.
Po veri so svetovi ustvarjeni in se držijo skupaj. Stvari, ki so narejene, so bile narejene iz stvari, ki jih nismo videli. Kako bi torej bilo, če bi bili oseba, kakršna želite biti? Glejte na svet, kot bi ga želeli videti. Naj vam definiram domišljijo. To je duhoven občutek, vendar je beseda duhovno za večino od nas nekaj, kar ni praktično, ne telesno v nasprotju s telesnim. Vendar je domišljija moč zaznavanja tistega, kar ni v čutilih. Vzemi vrtnico. Tukaj ga ni, toda zdaj bi ga lahko nekako začutili, povohali, se ga dotaknili? Lahko, tudi če sem odsoten od čutov. To je domišljija. Če domišljija ustvarja resničnost, potem ustvarja takšno zaznavanje tistega, kar je odsotnega v čutilih. Imamo nešteto primerov, ki to dokazujejo. Domišljija je moč zaznavanja tistega, kar ni v čutilih. In če vztrajaš, presežeš človeka čutov in razumnega človeka. Naravni človek ne sprejema stvari Božjega duha, ker so zanj neumnost. Ne morete jih razumeti, ker jih je treba razločiti duhovno. Kako lahko duhovno razločim svojo hišo? Ne morem ga videti s svojimi fizičnimi očmi ali se ga dotakniti s svojimi fizičnimi rokami. Toda v svoji domišljiji lahko naredim oboje. Lahko rečeš, nimam hiše. No, enako narediš s hišo, ki je še nimaš. Naredite to s sredstvi, ki jih še nimate. Nič nima enakega vonja kot denar ali enakega zvoka. Če želite denar, uporabite vse svoje čute, da ga naredite resničnega. Toda ne risajt. Zaznavam to, ker vem, da je tam. Če želite razgibati domišljijo, vidite nekaj, česar še ni. Tako presežemo naravnega človeka, kot je gospa, ki je v 5 dneh v svojih rokah poskrbela za popolno preobrazbo. Vsi so tukaj, da bi bili podobe in da bi se učili, in bitje, ki vas je poslalo sem, je prišlo z vami in vas nikoli ni zapustilo. Postal je ti in te zažgal s seboj. Ko je prižgal človeka, se je prebudil skozi prehod, ki so mu ga pripravili v tej šoli, imenovani zemlja. In potem, ko ga dvignejo, ga objamejo in mu dajo prstan in pitano tele. Ker to je moj sin, ki je bil mrtev, zdaj pa je oživel. Prvo stanje je bila smrt, nato pa je iz tega stanja prišlo vstajenje. Bil je izgubljen in zdaj je spet najden. Kar je že bilo, kar bo, je že bilo, in Bog išče tisto, kar je bilo izgnano. Zato ga izloči tako, da ga odstrani iz misli. V stari zavezi išče Jakoba, v novi zavezi pa Jezusa. Ker ko ga najdeš, je Jezus. Ko ga najde, je njegova resničnost bivanja, ki je Jezus. Našel ga bo v vsakem bitju na svetu. Ko se to začne prebujati v tebi, stara pot tega ne more več zadržati. Novo vino ni mogoče shraniti v stare steklenice. Tega novega vina resnice ne morete vzeti in ga omejiti na staro dogmo, uničilo ga bo. Torej mora prevzeti novo obliko, ko se duh začne prebujati v enem. Ustvarite torej svojo podobo in nikogar ne prosite za pomoč, saj bo kot ladja spremenila ves svet, če bo potrebno za uresničitev vaše drame. Vse v Pacifiku je moralo najti ta sled, nič ga ni moglo ustaviti. Ti si Božja skrinja in to, kar si domišljaš, vpliva na vse ostale, ki si prav tako domišljajo. Torej domišljija spreminja stvari. Ne zanašajte se na dejstva. Resnica, kot jo vidimo, ni omejena na dejstva, ampak je odvisna samo od intenzivnosti domišljije. Vsak zmore, a razum se pogosto vmeša. Prijatelj mi je nocoj rekel, da želi odgovor na določeno težavo in dobil ga je. Rekel je, molil sem k bitju v sebi. Bila je finančna slika in dobil je odgovor, vendar se je zdel tako neumen, da ga ni uporabil. Čeprav bi sodelovanje tam ustvarilo vse, kar sem si želel. Vmešal se je razum in svojega denarja ni vložil v določeno podjetje. Razum stoji med človekom čutov in človekom domišljije. Ste prebrali Prodigy Genius, življenje Nikole Tesle? Rekel je, da ni ničesar, kar ni v domišljiji. Zamislil si je izmenični tok in ko mu je Edison rekel, da tega ni mogoče storiti, je rekel, ampak jaz ga vidim in ga ustavim in zaženem. In ko so svoj model pripeljali v tovarno, na njem niso spremenili ničesar. Moj prijatelj, violinist,
Je izrezal natančen model nečesa, kar je videl v svojih mislih. Bila je zložljiva škatla, kakršna veleblagovnice zdaj uporabljajo za shranjevanje oblek in podobnega. Dal ga je patentirati in svoj patent prodal za $10,000. V tej državi ni osebe, ki ne bi uporabljala te vrste škatle. Harry Welk ga je prejel v viziji. Proizvajalec je zaslužil milijone. Harry ni delal za to. Rizen je bil suspendiran in to se je zgodilo. Uporabite to načelo za majhne stvari v življenju in ne dovolite, da bi vam kdo rekel, da je preveč materialno. Zahtevali vas bodo karkoli, ko boste zavrgli. Tukaj ste v tej šoli, da ustvarjate iz svoje domišljije in to delate z vero. Predstavljajte si in ustvarite najplemenitejše koncepte zase ali za druge ter živite po njih in na načine, ki jih ne poznate, boste vplivali na življenja vseh na svetu. In vse tiste, ki so potrebni za uresničitev vaših sanj, boste pritegnili in pripeljali k vam. Tudi tisti, ki vam želijo obrniti ploščo in mislijo, da to počnejo zelo spretno, bodo ugotovili, da so prav to, kar so storili, obrnili ploščo proti sebi. Ko si predstavljate, vplivate na vse na tem svetu. Kdo ve, katero bitje zdaj, samo, ne moti celega širnega sveta. Nikoli ne bo obtožen, ker ni zunaj. Lahko najdejo približen vzrok, vendar mu ne morejo očitati, ker je bil v celici. Kljub temu bi lahko globoko v sebi povzročil val sovraštva. Zato je tako pomembno pametno predstavljati. Samo eno bitje se prebuja, in to je Bog. In v to šolo smo bili zaljubljeni, čeprav smo veliko noči, kot otroci, jokali. Tukajšnji ljubeči starši so svoje nejevoljne otroke poslali v šolo. Ljubeči nebeški oče vas je poslal sem na zemljo. Uporabite ta princip in uporabite največji talent na svetu, ki je on sam, to je domišljija. Ne morem vam opisati navdušenja, ki vas čaka, ko začnete živeti po domišljiji. In potem lahko greš skozi vse te države, ki so bile pripravljene za vrnitev svojih izgnancev. Nobeno stanje ni bilo določeno, preden je svojega sina postavil v globine, da bi ostal. Torej, ker je življenje človeka, je Bog tisti, ki vstaja. Tako osvobodimo sebe držav, hkrati pa osvobodimo druge istega stanja. Ne glede na to, kaj je človek naredil, je samo v stanju in ga je mogoče vzeti ven. Ko se začnemo prebujati, začnemo tolažiti in zdraviti, kajti kogarkoli je Bog prizadel, je to storil z dobrim namenom. In to je, da se lahko prebudimo. To je moj sin, ki je bil mrtev, zdaj pa je spet živ. Niti najbolj pošastna zver, ki je kdaj hodila po zemlji, se ne more izgubiti, saj je v njej prisoten tudi Bog. Če se je nekdo lahko izgubil, potem se je Bog lahko izgubil, ker je postal njegov sin, da bi tega sina prebudil kot Boga. Torej, uresničite svoje sanje in jih živite in uresničile se bodo. Rečeno nam je, da so semena, ko je sejal, padla na 4 vrste zemlje. Prvi ni bil pripravljen. Padel je ob poti in nobeno seme ni pognalo korenin. To so tisti, ki nočejo poslušati. Kasneje boste našli nekoga, ki sprejme ta nauk, a pade na skalnata tla. Dobijo nekaj novega, korena pa ni. Prva stvar, ki jo rečejo, je: bah, vseeno bi se zgodilo. Tretji je padel med trnje in osad. Raste globlje od skale, vendar resnično verjamejo, da je mogoče stvari dobiti samo z denarjem. Zato je nauk zadušen s trnjem njihove nevir. Potem je tu pripravljena zemlja, ki se globoko ukorenini in obrodi 100 sad. To podlago je pripravila vaša izobrazba in vsa je utkana v labirintne oblike vašega lastnega uma. In potem se naučiš hoditi v občutku izpolnjene želje in lahko ustvarjaš stanja iz te nebeške božje abecede. In potem ugotovimo, da je celotna zgodba Svetega pisma resnična zgodba, gledana skozi oči tistih, ki so jo napisali. To je zgodba o človeški duši in nekega dne boste vedeli, kaj se dogaja v vas. In potem se hitro premakne in razumeli boste vizijo, ki je prej niste razumeli. Torej lahko rečete: celotna knjiga je bila v meni. Torej, ko govorimo o tistem, ki ga Bog išče, tistem, ki je bil izgubljen, kdo ga je našel? Bog ga je našel. Ugotovite, da se odvija v vas. In vidiš,
da ne moreš več uporabljati stare steklenice ali starega okvirja, ker je pogled drugačen in ne moreš dati novih oblačil v stare obleke ali novega vina v stare steklenice. In vaši prijatelji vam bodo povedali, da če to storite, ne boste imeli poslušalcev. Toda iti moraš na slepo, ker ti je bilo dano novo vino. Ne vidiš nikogar, ki bi bil pomemben, in ne smatraš modrega ali neumnega za najvišja stanja, ampak vidiš, kako gredo skozi ta stanja, v katera lahko pademo vsi, ko se izobražujemo, medtem ko se premikamo iz stanja smrti v božansko svobodo Božjih otrok. Torej, če imate vizijo, ne dovolite razumu, da se vmeša, kot moj prijatelj, ki je izgubil $50,000, ker je dovolil, da se vmeša razum in ni sledil odgovoru, ki ga je dobil. Razum loči naravnega človeka čutov od človeka domišljije. Blake je rekel: tisti, ki zadržujejo željo, to počnejo, ker je njihova dovolj šibka, da jo zadržijo, in tisti, ki zadržuje razum, si prilasti njegovo mesto in vlada nejevoljnim. In želja, ki je omejena, postopoma postane pasivna, dokler ni le senca želje. Če želite prijatelja nazaj, ga ne omejujte, ker ga bo razum omejeval. Ne dovolite, da bi vam kdo rekel, da ga boli preteklost. Poklicani ste samo zato, da mu odpustite. Ti nisi sodnik. Naj ti kdo ne pove, da tvoj oče kaznuje. Zdi se, da to počne z namenom. Umrem in oživim, ranim in ozdravim. Izberite živeti, vendar morate videti nasprotno, da se zbudite. Lahko pa izbiramo med drevesom življenja, ki je resnica in zmota. Potem osvobodi vsakega iz stanja, v katerega je padel. Zdaj vidite, kaj je mislil prerok. Kaj se je že zgodilo, saj je šola pripravljena na prebujenje Božjega Sina.